spet izredno težka tekma za nas, do zadnje minute nismo uspeli prelomiti, Šentjur je bil dobršen del tekme v vodstvu, ampak na našo srečo smo nekako zbrali dosti moči in znanja, da smo tekmo obrnili v našo korist. Čestitke Šentjurju za dobro igro, nobenemu Šentjurju sploh ne bo lahko proti tej ekipi. Mi pa upam, da bomo nadaljevali v takem ritmu. Ja, to je nekaj čist drug posel, se pravi, nobene zveze nima z tistim, kar prej počneš na igrišču. Izkušnje ti vsekakor prav pridejo, ampak to je nekaj v bistvu čist neprimerljivega. Jaz sem prva violina, kot ste rekli, ne bi tako rekel, imam odličen trenerski štab, svoje pomočnika, sem odlično zadovoljen z njima, tako da smo vsi 3-1, se mi zdi, super ekipa, pa zahvalil bi se tudi mojim igralcem, s katerimi je užitek delati in še enkrat se zahvalil tudi tlele za njihovo borbo in za srce, ki ga postoji na parketu. Predsednik Slovana Miloš Paravinja je pač začutil, da je čas za menjavo oziroma midva sva nekako deliva isti pogled na košarko že dlje časa, prej sva bila soigralca in me je povabil k sodelovanju. Jaz sem bil zelo hvaležen za to izkušnjo Krki, ampak biti prvi trener je velik izziv oziroma moja želja že kar nekaj časa in ko taka priložnost pride, jo ne moreš spustiti iz rok in sem zelo vesel, da je do tega prišlo. Prvo bi se rad zahvalil celotni ekipi, delujemo kar res kot dobro moštvo, si pomagamo. Tako da na začetku tekme smo odprli prešibko, nismo napravili malih faulov, dobili smo prelahke koše, ampak z borbeno igro smo se uspeli do konca polčasa vrniti v igro, ampak zopet v drugem polčasu, zopet na začetku premehka igra, dobili smo zopet dva prepoceni koša na začetku četrtine, tako da smo se zopet vračali potem igro. Na koncu pa odločila srčna igra celotne ekipe in res sem vesel, da je druga zaporedna zmaga postala doma. Res je, drugo sezono sem v Slovanu, na članski sistem pod novim trenerjem Simona Petrova se zelo dobro počutim na parketu, tako da sem sproščen in kažem boljše igre napram lansko leto. Cilj je prehiter že še rečemo glede ciljev, ampak glede na tako igro se lahko obetamo zelo dobre cilje, saj ekipa res deluje kolektivno in lahko se nadejamo dobrih rezultatov še za naprej. Seveda je lepo biti član reprezentance mlajših članov, dajte to neko samozavest oziroma potrdilo dobrega dela, dobra izkušnja in vesel sem, da sem nastopil na Evropskem prvenstvu. Čeprav bi lahko uspeli boljši, saj smo premagali aktualne prvake Italijane. To je bila ena težka tekma, mislim, da je bila izenačena od začetka do konca. V enem trenutku smo imeli +8 v zadnji četvrtini, oziroma v tretji četvrtini in tu se pa nismo bili dovolj zbrani, da bi to prednost obdržali. Ekipa Slovana je zaigrala agresivno, mi smo imeli neke izgubljene žoge, pol je spet bilo izenačeno in mislim, da smo izgubili skok v drugem polcajtu, da je to bilo odločilno. Ekipi Slovana čestitam za zasluženo zmago. Pa predvsem, da smo bolj zbrani, ko igramo v gosteh, da smo bolj zbrani v napadu, da bolj izkoriščamo naše prednosti, v obrambi pa da se ne sprostimo v določenih momentih in da zdržimo 40 minut v dobri obrambi in da kontroliramo skok. Ta poraz je prišel nepričakovano. Vsi smo si želeli te zmage, ampak nekako nam danes ni stekla igra. Predvsem smo zatajili v skoku. Mislim, da je Slovan dobil skok s preveliko razliko. V prvem polčasu smo še nekako kontrolirali to, v drugem smo pa padali in to je bil ključ. Kot sem rekel, želja je bila velika, da to tekmo zmagamo, ampak nekako nam je koncentracija popuščala. Nismo bili zbrani v ključnih trenutkih in to je bilo potem privedlo do njihove zmage. Vsi si želimo priti v ligo za prvaka, potem pa pač stopničko po stopničko. Ta cilj je še zmeraj dosegljiv, ta poraz ni nič tazga, ampak
mogli bomo to popraviti na naslednji tekmi.